Kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom prek Airbnb-ja je v zadnjih letih postalo izjemno priljubljeno v Sloveniji, predvsem v Ljubljani in na Obali. Vendar se pri kratkoročnem oddajanju stroški in davki kar precej razlikujejo kot stroški, ki jih ima najemodajalec pri dolgoročnem oddajanju stanovanja. Zato v tem videu raziskujemo, kakšni so stroški, davki, obveznosti ter kaj moramo upoštevati, če oddajamo svoje stanovanje prek Airbnb-ja ali pa oddajamo dolgoročnemu najemniku. Torej, kaj se bolj splača, Airbnb ali dolgoročna oddaja stanovanja? Predpostavimo, da lastnik stanovanja velikega 50 kvadratnih metrov, ki je bilo pred kratkim prenovljeno in ima vso osnovno opremo, razmišlja, kako svojo nepremičnino čim bolj finančno plemenititi. Poglejmo torej stroške, donose ter ostale podrobnosti pri kratkoročnem in dolgoročnem oddajanju kot fizična oseba, ki se s tem ne ukvarja profesionalno. Da lahko oddajamo stanovanje na Airbnb-ju, je najprej potrebno registrirati dejavnost. Za kratkoročno oddajo je na Airbnb-ju najboljša možnost sobodajalec, kjer lahko ponudnik dejavnosti dajanja sobe v najem opravlja do največ 5 mesecev in jo ponavadi ponuja turistom tekom poletne sezone. Hkrati je tudi najboljša oblika, ki se tako zaradi birokracije ter z vidika davkov najbolj splača, posebej, če vaši prihodki ne presežejo 12.500 evrov letno. Poleg stroškov, ki jih bomo razložili v nadaljevanju, mora vsak sobodajalec za občino pobirati turistično takso, za svoje goste voditi knjigo gostov, imeti pa mora tudi označevalne tabele, ki označujejo nastanjitveno dejavnost. Cena dvosobnega stanovanja na Airbnb-ju se med majem in septembrom, glede na analizo oglaševalnih cen 85 stanovanj, giblje pri približno 123 evrih na dan v Ljubljani, je pa seveda odvisno od mnogih dejavnikov, kot so lokacija, opremljenost stanovanja in velikost. Če predpostavimo, da lastnik Airbnb-ja oddaja stanovanje za povprečnih 123 evrov na dan od maja do septembra, zasedenost je 13 dni v maju in septembru ter 25-dnevno zasedenostjo junija, julija in avgusta, bi znašal letni prihodek iz Airbnb-ja 12.423 evrov. Pri dolgoročnem najemu pa recimo, da povprečna najemnina znaša 750 evrov mesečno, torej bi znašal prihodek v enem letu 9.000 evrov. Na Airbnb-ju se potem srečamo s skupino najrazličnejših stroškov ter birokracije, recimo stroški davka od dohodka iz dejavnosti, kjer je pri normiranih odhodkih do 12.500 evrov letnih prihodkov davčna osnova 20% letnih prihodkov. Od davčne osnove mora sobodajalec plačati 20% davka od dohodka iz dejavnosti. Prav tako mora vsak sobodajalec oziroma lastnik nepremičnine, ki jo oglašuje prek Airbnb-ja, plačati 22% davek na dodatno vrednost, ki jo je prejel od Airbnb-ja. Potem pride še strošek obveznega zavarovanja, torej zavarovanja za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Pri Airbnb-ju se pojavi še strošek lastnega dela, ki ga večina, ki se ukvarja z oddajanjem, pozabi všteti. Na koncu je treba prešteti še obratovalne stroške, provizijo Airbnb-ja, stroške potrošnega materiala ter druge. Konkretne razlike v stroških med Airbnb-jem in dolgoročno oddajo pa nastajajo tudi zaradi dejstva, da pri dolgoročnem oddajanju obratovalne stroške krije najemnik. Prav tako pa slednji odgovarja za škodo v stanovanju in pokriva stroške manjših vzdrževalnih del. Pri dolgoročnem oddajanju kot fizična oseba registracija dejavnosti ni potrebna. Prav tako najemodajalec nima dela z izdajanjem računov, plačevanjem pavšalnih prispevkov, vodenjem knjige gostov, sprejemom gostov, čiščenjem stanovanja, komunikacijo z gosti in podobno. Pri dolgoročnem oddajanju glavno upoštevati predvsem davek na najemnine, ki pa je lahko kar precej visok. Torej, oddajanje na Airbnb-ju ob upoštevanju vseh prej omenjenih predpostavk v Ljubljani na letni ravni prinaša okoli 5.932 evrov dobička za 5-mesečno dobo, dolgoročni najem pa okoli 5.902 evra dobička letno. Drugače je na Obali, kjer je v takih okoliščinah povprečni letni dobiček omenjenega stanovanja na Airbnb-ju 8.955 evrov, v dolgoročnem najemu pa 6.421 evrov. Na Airbnb-ju bi sicer na Obali lahko dobili približno 144 evrov na dan, za tako stanovanje pa bi najemnina znašala okoli 800 evrov mesečno. Kako pa se investicija v kratkoročno oziroma dolgoročno oddajanje stanovanja primera z ostalimi znanimi naložbami, kot so zlato, sklad S&P 500 ter Bitcoin? Vzamemo se obdobje 5 let pri vsaki naložbi. Če predpostavimo, da je naše stanovanje vredno okoli 250.000 evrov in na letni ravni v Ljubljani z njim služimo 5.932 evrov, lahko ugotovimo, da nam ta naložba prinaša okoli 2,3% donosa letno. Razlika v donosu med Airbnb-jem ter dolgoročnim oddajanjem v Ljubljani je tu zanemarljiva. Na Obali pa bi na Airbnb-ju ob zaslužku 8.255 evrov letno donosi znašali malce več oziroma 3,5% letno. V tem obdobju bi sklad S&P 500 na letni ravni prinašal okoli 11%, zlato bi podobno prinašalo okoli 10% letno, Bitcoin pa kar 70% letno. Trenutna inflacija v Sloveniji septembra 2023 pa znaša 7,5 odstotnih točk. Če potegnemo črto nad ugotovitvami in odgovorimo na naslovno vprašanje, kaj se bolj splača, dolgoročno oddajanje ali oddajanje prek Airbnb-ja, lahko vidimo, da velike razlike v dohodkih v Ljubljani ni.
Torej, glavna odločitev pripada temu, ali se rajši več ukvarjate z vzdrževanjem stanovanja ali imate raje stanovanja prosto 7 mesecev v letu. Na Obali pa se v podobnih okoliščinah oddajanje na Airbnb-ju bolj splača kot dolgoročno oddajanje. Zavedati pa se moramo tudi, da so cene nepremičnin v zadnjih 5 letih izjemno narasle, kar pomeni, da bi ob nakupu nepremičnine danes donosi verjetno izgledali precej drugačno. Upoštevali smo tudi precej idealne pogoje za nakup nepremičnine, torej nizka cena za dobro lokacijo ter nakup brez kredita, kar dodatno izboljša donose. Že 3 leta nazaj so se stanovanja v Ljubljani velika 30 kvadratnih metrov in 50 prodajala za 160 tisoč evrov. Kljub temu pa me je presenetila informacija, da so v zadnjih 5 letih nepremičnine konkurirale donosom delniškega indeksa in zlata. Bitcoin pa je seveda jasni zmagovalec zadnjih let.